Torej, v imenu Društva katoliških pedagogov Slovenije in Slovenskega katoliškega urada lepo pozdravljeni vsi prisotni, predstavniki medijev in tudi prisotni v našem škofa dr. Francija Šuštarja, ki bo danes namesto nadškofa monsignora Stanislava Ždoreta predstavil njegovo poslanico. Torej, naslov današnjih tednov vzgoje je vzgoja in svetost v digitalnem času. Vemo, da so mediji vedno bolj pomembni za uporabo, kot tudi v druge namene, pri mladih. Mediji pa imajo lahko svoje pasti in tudi svoje stranpoti, ker vsebino medijev oblikujejo različni ljudje, mnogi taki, ki iščejo, kako čim več iztržiti od mladih, kako jim spremeniti navade in kako jih morda peljati po svoje. Da bi se tega bolj zavedali, da bi lažje ravnali o določenih trenutkih, smo se odločili, da pripravimo letos teden vzgoje prav na temo vzgoja in svetost v digitalnem času. V naši konferenci novinarski bi najprej predstavili poslanico obeh nadškofov, torej trenutnega gospoda Stanislava Ždoreta, potem pa tudi upokojenega dr. Turnška. In kot prvega jaz prosila gospoda Francija Šuštarja, da on v času njegove odsotnosti nadškofa predstavi njegovo poslanico. Prosim. Prav lepo ste pozdravljeni. Takole gospod nadškof Zore nagovarja šolarje, starše, učitelje in katehete. Dragi šolarji, vsak začetek šolskega leta je poln lepega. Veliko vas je, ki komaj čakate, da boste srečali svoje sošolce. Z nekaterimi se niste videli vse od zadnjega šolskega dne. Kako lepo jim bo povedati, kaj vse ste doživeli med počitnicami. Hkrati pa je srce polno pričakovanj. Kaj bomo v tem letu v šoli doživeli? Česa se bomo naučili? Koga bomo morda na novo spoznali? Zraven pa se morda primeša tudi čisto malo skrbi. Bomo sošolci še naprej prijatelji? Kakšni bodo novi učitelji? Bomo pridobili znanje, ki se za ta razred predvideva? Lepo je, da se veselite začetka. In še lepši je ta nemir pričakovanja, ki ga doživljate v sebi. Tudi naučili se boste vsega, kar bo potrebno, da boste dobili dobre ocene za svoje znanje. Predvsem pa vas prosim, da se v tem letu vaše srce uči enako zavzeto, kot se bodo učile vaše glave. Vednost, ki jo sprejemajo naše glave, je seveda zelo pomembna. Še veliko bolj pomembno pa je tisto znanje, ki oblikuje naša srca. Če boste na široko odprli vrata srca za znanost ljubezni, boste odkrili, kako dobri prijatelji postajate sošolci in kako odlični učitelji imate. Znanje glave nas lahko naredi sebične, znanje srca pa nas vedno poveže z drugimi. To pa človeka zelo sreči. Dragi starši, začetek šolskega leta je za vas zahteven. Koliko stvari vas skrbi? Kajti šola, za katero naj bi vsestransko poskrbeli drugim, v resnici leži na vaših ramenih. Kakšna šolska torba bo všeč vašemu šolarju? Potem pa je treba torbo napolniti z učbeniki, delovnimi zvezki in vsem drugim, kar vam ponujajo kot potrebno, pa se potem pokaže, da je šlo samo za poslovne poteze. Prosim vas, dragi starši, da za enako pozornostjo in skrbnostjo, kot napolnite šolsko torbo svojega otroka, tudi vse šolsko leto spremljate, s čim polnijo glave in srca vaših otrok. Sicer je Kraljevski Gibran zapisal, vaši otroci niso vaši otroci, a vas vseeno prosim, da ne pozabite, da so vam zaupani. Ne dovolite, da vam jih v letih šolanja kdorkoli vzame.
Vedno znova preverjajte, kako in kaj se učijo. Pogovarjajte se z otroki, da boste mogli pravočasno postaviti meje morebitnim stranpotem. Spoštovani učitelji, vaše poslanstvo je čudovito. Ko na začetku šolskega leta s pogledom ocenjujem težo šolskih torb, me prevzame misel, da se bo vse znanje iz učbenikov prelilo v glave, ki pa zaradi tega ne bodo nič težje. Čudovit proces bogatenja, ki pa ne obremeni, ampak vedno bolj osvobaja. Pomagajte staršem, da bodo njihovi otroci stopili na pot svobode. Kot učitelji in vzgojitelji oblikujte prihodnost za veliko desetletij naprej. Otroke vzgajajte tako, da bodo sposobni oblikovati družbo, v kateri bi si na stara leta vi sami želeli živeti. Dragi kateheti, katehisti in katehistinje, tudi vi boste del naših otrok spremljali s pričakovanjem staršev, da jim boste pomagali rasti v veri. Rast v veri pa je najprej rast v odnosu do Jezusa Kristusa, ki je za nas umrl in vstal. Otroci, ki jim boste pomagali hoditi za Jezusom, naj vidijo, kako zelo vi sami zaupate Jezusom. Vaš zgled jim bo pomagal oblikovati posebni odnos prijateljstva z Jezusom. Ko se vam zahvaljujem za vaše poslanstvo in pripravljenost, vas prosim, da svoje veroukarje in njihove družine stalno spremljate tudi s svojo molitvijo. Vsem želim bogato leto novih spoznanj in nove rasti. Monsignor Stanislav Zore, ljubljanski nadškof in metropolit. Hvala lepa. Če je prišlo vprašanje, kako jo potem na koncu imeli čas. Sedaj bi pa povedala sestro Anto Burger, da predstavi poslanico pokojnega nadškofa dr. Marjana Zorniša. V imenu katehetskega urada vsem najlepši pozdrav. Nadškof Zornišek pravi: Spet smo na začetku katehetskega leta in vsak začetek daje novo upanje, novo pričakovanje, prinaša tudi nove ideje in nove možnosti grajenja katehetskih odnosov, ki so med temeljnimi za življenje cerkvenih občestev. Verjamem, da je lahko komu kakšna težja izkušnja iz prejšnjega leta ovira, da bi z optimizmom vstopil na pot novega katehetskega leta. A prepričan sem, da je tudi od lanskega leta ostalo več pozitivnega, dobrega kot slabega. Na misel mi prihaja ena izmed značilnosti svetosti, ki je po mnenju papeža Frančiška v našem času neobhodno potrebna. Svetnik živi veselo in smislom za humor. Ne da bi izgubil smisel za stvarnost, druge navdihuje s pozitivnim duhom in upanjem. Biti kristjan je veselje v svetem duhu, kajti ljubezni nujno sledi veselje. Kdor ljubi, je vedno deležen druženja z ljubljenim, zato ljubezni sledi veselje. V našem kontekstu lahko navedeno razumem takole. Katehet živi veselo in smislom za humor. Da, ukvarjati se danes z versko vzgojo otrok in mladine je svetniško delo in ga morajo dobro opraviti le tisti, ki jih Bog napolnjuje z veseljem in imajo smisel za humor. Res je to vrstno veselje sad svetega duha. A sad ni le dar, marveč predpostavlja tudi sodelovanje, da lahko dozori. Odločite se torej, da boste letos stopili v katehetsko leto s kančkom veselja in smisla za humor več. Otroci imajo smisel za veselje in humor. Na papeževo spodbudo velja vreči mreže tudi na to stran čovna. Celo nekaj knjig je v zadnjih letih izšlo, ki lahko pomagajo v tej smeri. V eni izmed njih beremo o očetu Filemonu in vaških mulcih. Pravi tako: Prepričan sem, da je tudi katehetsko prizadevanje plod svetosti, zatorej ga je treba živeti veselo in smislom za humor. Morda pa lahko v tem letu skupaj napišete še kakšno knjigo na to temo, če zberete razne resnične prigode in anekdote, ki jih
katehetski urad, da tako med nami še povečamo smisel za humor. Pripričan sem, da bodo tudi otroci z veseljem sodelovali. V preteklem letu je potekala sinoda o mladih. Tudi v njej in končnem dokumentu lahko najdemo spodbude za delo, ki je pred nami. Ne gre za nič bistveno novega, ampak le za uvid, kaj v tem trenutku poudariti. Močno vabilo sinode je mlade poslušati, podpirati, voditi in vključiti. Že otroke je treba vključiti v sinodalnost, skupno hojo, ki gradi cerkev v vsem njenem življenju, od ravni družine in župnije navzgor. Kot kateheti smo poklicani, da hodimo sinodalno pot s poslušanjem, dialogom, pozdravljanjem, vključevanjem v skupno razsojanje in izbiranje, kar preoblikuje življenje vseh vpletenih. Z misijonsko zavestjo bodimo osredotočeni na najbolj ranljive, revne, pa tudi na tiste, ki nimajo stika z župnijskimi skupnostmi. Zadnje obdobje je v celotni cerkvi, tudi pri nas, močno zaznamovano s pedofilskimi zločini in škandali. S tem je nastala nevarnost, da strah pogasi vse nekaj katehetske vneme in gorečnosti. Če bomo iskali živo in resnično vez s Kristusom, ki je glavni katehet, in z vso ljubeznijo živeli občestvo krajevne cerkve, bomo gotovo našli prave preventivne načine, da niti do sumov ne bo moglo priti. Tudi pri tem si pomagajmo med seboj. Odkrita beseda staršem in starim staršem otrok bo lahko koristna. Morda prihodite kakšnega pomočnika pri katehezi, ki bo svojo navzočnostjo lahko vsestransko pomagal. Sklepni dokument v duhu glavne teme sinode, poleg mnogih osveženih tem in novih predlogov, v točki 161 predlaga, da bi vsako cerkveno okolje moglo spremljati mlade z vidika razločevanja. To predpostavlja možnost veselega in preprostega bratskega življenja z močnim apostolskim poslanstvom in omogočanjem globoke in pristne duhovnosti. Sinoda je izpostavila še en pomemben izziv. Digitalna komunikacija je bila za udeležence eden izmed 3 odločilnih izzivov, skupaj z migracijami in spolnimi zlorabami. Točki 145 in 146 zahtevata nov misijonski zagon na tem področju. Otroci so izredno močno vključeni v digitalni svet. Zato bi bilo v okviru katehetskega dogajanja smiselno kaj storiti za digitalno evangelizacijo tako otrok kot staršev. Globoko pomanjkanje etike v medijih zahteva dolgoročno strategijo zdravljenja, ki naj se prične čim prej. Vsekakor je to vabilo, da se katehetski sodelavci vključite v boljše razločevanje, zakaj in kako biti navzoči v digitalnih medijih. Vse to in še marsikaj, kar je kot nov izziv pred nami v tem katehetskem letu, naj ne bo razlog za beg, strah ali korak nazaj, temveč spodbuda za zaupen korak naprej. Zaupanje iščimo v živi osebni in skupni duhovnosti, moč v obhajanju zakramentov, po katerih Kristus spreminja svet v novi svet, vztrajnost in zvestobo pa v medsebojni cerkveni povezanosti. In ne pozabite na slovenski katehetski urad, ki vam je vedno na razpolago, na razna katehetska srečanja in prireditve, ki nas skrbijo v skupnosti. Nenazadnje nas bo v tem letu še posebej povezal zlati jubilej katehetskega simpozija v februarju 2020. Blagoslov z veseljem in kančkom humorja naj vas spremlja vse pastoralno leto. Dr. Marjan Turnšek, upokojeni nadškof in predsednik Slovenskega katehetskega urada. In še beseda očeta Filemona. Oče Filemon je spoznal, da je zelo daleč od popolnosti, ko je vprašal vaške ulice. Kaj se igrate, otroci moji? Iščemo največjega lažnivca? Ojej, v mojih mladih letih nismo poznali takšnih igric.
Zmagal si, so bili navdušeni otroci. Hvala lepa, sestri Magi. Mogoče samo toliko, tole ste dobili že zapisano, ampak dobite tudi na naši spletni strani, torej Društva katoliških pedagogov, ki nosi naslov DKPS SI, ki je tudi ostalo gradivo. Sedaj pa bom prosila patra Silva Šenkovca, da predstavi potek, namen in vsebino tega tedna, torej že drugega tedna za povrstjo, kar je bilo lansko leto. Prosim. Za besedo. Ja, nekaj mogoče še malo odgovarjam k temu, kar smo zdaj slišali. Letos je tretjič, ker imamo to izjavo o vzgoji, ki jo je do sedaj vedno pripravil predsednik Slovenske škofovske konference, naš škof Zore, tudi letos. Letos smo malo bolj stopili še v stik z Slovenskim katoliškim uradom, tako da smo to gradivo in nekaj stvari pripravili skupaj, ker smo tudi zelo veseli tega sodelovanja, da skupaj, ker smo skupaj vzgojitelji istih otrok, znamo sodelovati in seveda v začetku šolskega leta sem poprositi za blagoslov vsega, kar se bo čez celo leto dogajalo. Ko je bila že prvič ob začetku šolskega leta pripravljena izjava o vzgoji, smo nekako povezali, da mnoge župnije imajo že blagoslov šolskih torb. In se nam je bilo smiselno, da bi to ta dva dogodka med seboj povezali. In tako je nastal ta teden vzgoje, da se začne s prvim šolskim dnem v eni strani in nadaljuje cel teden do katehetske nedelje, ki sicer je različno po župnijah, pa vendar ponavadi mnogokrat je to druga nedelja v septembru. In da se tam prav na to nedeljo blagoslovili šolske torbe. Zdelo se mi je pomembno, da ko razmišljamo o prvem šolskem dnevu vsi skupaj varni poti, predvsem seveda za prvošolce, ki prvič gredo sami v šolo in bodo tam na cesti, da naredimo vse za njihovo varnost, smo pomislili, da seveda k temu prizadevanju, za kar cela država se trudi, tudi mi kot katoličani naredimo še tisti drugi del, te pa ta duhovni del, kar pomeni, da molimo za varnost, tako na cesti, tako seveda za varnost vseh vidikov naših otrok. Hkrati pa prosimo za blagoslov, tako za starše, kakor za vse vrste učiteljev, vzgojiteljev, ki se trudijo za naše otroke, učence na vseh nivojih. Tako se nam je zdelo dobro, da te dve stvari med seboj povežemo. In nastalo je ob tem tudi gradivo za vsak dan pri svetih mašah. To gradivo lahko torej, kot je že gospa Marija Žabikova, predsednica našega društva, omenila, dobite na spletni strani društva. Za vsak dan za sveto mašo je pripravljen uvod v mašo, potem nagovor z neko zgodbo, povezana s temo tedna vzgoje in prošnje za vse potrebe. Tako imamo za vsak dan, torej 8 dni od prve nedelje do druge nedelje v septembru pripravljeno to gradivo. Mogoče še eno besedo pred sami temi. Letos smo dali naslov Svetost in vzgoja v digitalnem času. K temu nas je spodbudila seveda problematika, ki se čujemo vsak dan, v vsakem koraku, povezana z mnogimi zasvojenostmi. V reviju Vzgoja smo pred kratkim pisali prav na to temo in sicer posvetili smo 81. številko, žariščno temo 81. številke prav temi digitalnih zasvojenosti. Velik problem, mnogi članki, ki so tukaj objavljeni, še bolj razgrnijo problem, ki je povezan z vsem to digitalno družbo in seveda s tem povezana zasvojenosti. Eno od misli, eno sproženih momentov je bil tudi to, da je dr. Roman Globokar napisal knjigo z naslovom Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi. In njegova knjiga nam je dala še bolj misel, da seveda o tem moramo še več pisati, se še večkrat srečevati in še več narediti na tem področju, zato da bodo starši več razmišljali, kaj se dogaja z njihovim otrokom, ko imajo v rokah vse te od tablic, mobilnih telefonov, pametnih telefonov
in vseh drugih naprav. Kajti z vsemi temi programi, ki jih nam srečujejo, vedno stoji nek človek, neka organizacija, neka filozofija, neka ponudba, kaj ta svet ponuja našim otrokom, da starši vedo, s čim se otroci srečujejo in seveda tudi, da bi se učitelji še bolj ozavestili vsega tega vpliva digitalne dobe, tudi na razvoj možganov in tako naprej. Torej, poleg tega, da smo pripravili izhodiščno temo, smo rekli, bomo z tednom vzgoje to temo še malo bolj skušali narediti prisotno v naši zavesti in seveda tudi z molitvijo prosili za Božje varstvo, ne samo na cesti, ampak tudi vseh teh pasteh, s katerimi se otroci srečujejo v vsakdanjem življenju preko digitalnih naprav. Hkrati pa lahko tukaj opozorimo tudi na to, da smo ravno zaradi tega razmišljanja pripravili tudi seminar na to temo, tako da bodo vzgojni izzivi in digitalna doba, bo tudi seminar za učitelje, ki smo ga pripravili in je zdaj v Katisu, v katalogu za izobraževanje, stalno strokovno izpolnjevanje učiteljev na spletni strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Toliko mogoče še z naslovom povezano, seveda to je široka tema, pa ne bi več kot toliko. Za vse smo pripravili tudi, oziroma ste dobili tudi zadnjo številko revije Vzgoja, ki jo imate pri sebi najbrži, ki je namenjena seveda predvsem odnosom v vrtcu in šoli, ampak to si lahko sami pogledate. Tisto, kar sem pa želel s to vzgojo povezano in z novim šolskim letom, ki ga začenjamo, sem videl pa pomembno, da opozorimo, da prav te številki so že objavljeni seminarji, ki smo jih kot Društvo katoliških pedagogov in Inštitut Franca Predička pripravili za novo šolsko leto. Tako da, če koga zanimajo ti seminarji, na strani 52-53 najde vse opise teh seminarjev. Med njimi se mi zdi, da je prav, da omenjamo to, kar sem že, torej ta vzgojni izzivi v digitalni dobi, poseben seminar, zdaj nov seminar in mogoče še posebej upozorim na strokovni posvet, ki ga bomo organizirali v sodelovanju z osnovno šolo Lava Celje. Kje smo z vzgojnim načrtom v tem trenutku po 10 letih, ker imajo osnovne šole vzgojne načrte, smo pripravili posvet na to temo in mislim, da tudi prav, da na ta posvet opozorimo. Še en posvet pripravljamo v tem sklopu novih izobraževanj za učitelje in sicer v tej isti številki je tudi že objavljen, tukaj pa na tem vabilu malo več napisano Vzgoja za ljubezen do domovine in države. Društvo katoliških pedagogov in osnovna šola Radje ob Dragi smo se povezali. Osnovna šola Radje ob Dragi ima že nekaj časa za svojo prioriteto prav to vzgojo za državljanstvo, za aktivno državljanstvo, za odgovorno državljanstvo. In ko smo pripravili seminar, se nam zdelo fino, da se prav s to šolo povežemo za ta mednarodni posvet, ki smo dali naslov Vzgoja za ljubezen do domovine in države. Na tem posvetu bo sodeloval tudi gospod Alojz Kovsca, predsednik Državnega sveta in mnogi drugi gostje, ki so seveda povabljeni zaradi teme same. Mislim, da bo to zanimivo, pa mislim, da je prav, da to danes tudi omenjamo tukaj, da upozorimo na ta dva posveta, na ta dva dogodka. O drugih seminarjih pa seveda mogoče še potem naprej pokomentiramo. Najbolj še pa to dovolj, da bo več podrobno razlagal. Hvala lepa. Hvala dr. Sivu Šinkovcu. Lepa beseda vaša, torej ali je kakšno vprašanje, ali je kakšno misel o tem? Jaz sem vesel pobude dr. Turečka, pravi katehetom, napište svoje anekdote, bom vse napovedal lahko za humor, pa da še kakšna beseda ta čas se prebudimo. Poleti, ko imam duhovne vaje za učitelje, je letos prišel en očka, ki ima svoje otroke in pravi, zašla s sinom v trgovino in tam pri vhodu je bil oglas. Iščejo novo delavko, zato je pisalo, iščemo trgovko ali študentko in potem naprej. In
In ta sin, ko gleda, prav, očka, kdo si potem zgubil? To ne razumem. A študentka ali trgovka? Še ga išči. Če bi jaz vprašala Vlasta iz Slovenska tiskovna agencija, kateri teden je to in kdaj je bil prvi oziroma kako se je sploh začel ta teden? Ja. Dobro, omenil sem že, pa vendar, kako rečemo, letos je drugič teden vzgoje, lansko je bilo prvič. Izjavo o vzgoji smo imeli že, imamo letos tretjič, tako da, ko je bila prvič, se nam je zdelo, potem rabi še neko nadaljevanje, tako sta svet ta izjava o vzgoji in blagoslov šolskih torb, ki se dogaja tako že na mnogih župnijah, če to povežemo in dodamo še nekaj zraven in smo potem pripravili to gradivo za vsak dan. Torej letos je drugič, začelo se lansko leto. No, to je prav, zato smo tukaj. Veliko informacij. Mogoče še to, da tukaj imamo v mislih teden vzgoje, zdaj so to Sveta Maša in sodelovanje pri Sveti Maši, gre za molitev, za priprošnjo, za Božje varstvo, tako kot naredimo vsak pri sebi, tako policija na cesti, tako starši svojega velika, tako šole, da spremijo otroke in poskrbijo za varnost. Se nam je zdelo prav, da ta duhovni vidik molitev tudi vključimo ravno zato, da kličemo Božje varstvo na naše otroke. To je ta vidik. Mislim pa, da tukaj pa tam že lansko leto, da letos pa tudi, da ob tem, ko pa imamo teden vzgoje, se bodo dogajali še dodatni dogodki, bodo pa večeri, bodo ali srečanje posvečena temi digitalna doba in vzgojni izzivi. In tega smo tudi veseli, da nekako, ko imamo že ta teden, da ob neki temi tudi razmišljamo potem v teh različnih kontekstih, v okroglih mizah, predavanjih na to temo. In kot sem slišal, nekaj teh dogodkov bo tudi letos. Nismo jih posebej vključevali v ta program, ampak smo pa spodbudili tudi naše člane, če se njim zdi pomembno, smiselno, da se da na župnijah ali tudi v šolah pripravi še spremne dogodke, ki so pa seveda zato, da ozaveščamo problematiko samo, ki se je letos posvečamo. Tako je nekdo rekel, da Romana Globoko je že težko dobiti za to temo o digitalnih vzgoji, ker je toliko zaposlen z različnimi stvarmi. No, to je dober znak, toliko bo zaposlen, pa tudi s to temo bo nekaj več naredil, če že knjigo napisal, da pride to tudi do učiteljev in staršev znanja, ki je zapisano v knjigi. Mogoče še toliko zdaj podatki o naši spletni strani, pa telefonske številke, tako naprej, na zadnji strani tega gradiva, torej za nagovorom dr. Marjana Dečka. Tako tudi kakšno zbiva, kar tudi tu da pas. Vidim, ker so tam nekako jih pozamete, seveda. Mogoče razdeli še vsak slučaj. Torej so nekateri seminarji, ki jih izvaja Društvo katoliških pedagogov, so pa potem tisti, ki jih izvaja Inštitut Franca Pedička, boste pa tudi našli na spletni strani Inštitut Franca Pedička, je zdaj na novo obnovljena, so pa seminarji, ki so jih tudi nekatere pomenil na spletni strani Inštituta Franca Pedička, tako da sta dve strani, na kateri boste našli gradivo. Mogoče omenimo to, kar je Inštitut Franca Pedička pripravljal letos nov seminar, je tanatagogika, kultura poslavljanja. Ta beseda sama, tanatagogika, je prav od Pedička, v njegovi terminologiji se pojavlja in je na njo upozoril Jože Ramovš, ko se je sam hodil v hospic, ker vsak dan, vsak teden nekaj ljudi umre, se mi bilo še bolj pomembno, da tudi učitelji razmišljamo o tem, kakšna pa je naša kultura poslavljanja, kajti tudi na šoli se vedno znova zgodi, da kakšen otrok umre, mladostnik ali starši njihovi ali sodelavcev in kako gremo skozi to izkušnje. Še kakšna misel? Če ne, pa zdaj kar hvala lepo vsem, ki so se udeležili. Zahvaljujem se uvodnikom kot tudi družini, ki nam